Vrtovi na Primorskem ob obali morajo biti prilagojeni tamkajšnji klimi. Blage zime, brez snega, redke še padavine in vroča poletja ustvarjajo zahtevne pogoje za rastlinski fond. Oblikovalec vrtov Borut Benedejčič je razvil svoj tip vrta, izrazito prilagojen zahtevam tega dela Slovenije. Tak je tudi vrt nad Izolo. Na ogledu vrta, s katerega se ponuja lep pogled na del slovenskega morja, nas je navdušila skladnost prostora okoli nove počitniške hiše. Razkriva strokovni pristop k razporeditvi posameznih vrtnih elementov. Avtorja oblikovanja prostora smo zasuli z vprašanji, na katera si sami nismo znali odgovoriti. Borut, pozdravljen. Pozdravljen, Stane. Na enem vašem vrtu smo, ki ima nekaj vaših značilnosti. Peščena, zastirka, rastline, kakršne smo vajeni na vrtovih, ki so izpostavljeni soncu, pa vendar je precej drugačen. Kdaj ste prišli, v kateri fazi gradnje? Tle lahko rečem, da je bila ta faznost urejanja okolice kar vzorčna, tako da smo se spopadli s samim objektom že v fazi projektiranja. Samo situacijo sem se seznanil, obiskal, svoj prvi obisk izvedel, ko je bila gradnja še v prvi etaži. Brežine še niso bile definirane, nekako okvirji pa so bili jasni, kako je treba stvar speljati. Celotno zunanje ureditev lahko ločimo na predvrt in na, to je vzhodna stran vrta, in na mejico, ki nekako deluje kot zastirka, vizualna naravna zastirka pred mimoidočimi, daje neko intimnost samemu atriju, atrijski zasaditvi v tem predvrtu. Obe stranici imata samo funkcijo zastiranja levih in desnih sosedov. Ko smo se pogovarjali o tem vrtu, ste mi omenili en zanimiv aspekt, da ste upoštevali načelo trajnosti. Kaj naj si potem predstavljamo? Pod načelo pri zunanjih ureditvah štejemo pod načelo trajnosti predvsem, da je malo vzdrževanja, da je pravilen rastlinski izbor, pester rastlinski izbor, da se ne držimo neke poenotene zasaditve, da se izogibamo nekim boleznim oziroma škodljivcem, ki lahko prizadanejo posevek. Predvsem pa na Primorskem imamo eno tehniko dvojnega zastiranja tal, ki preprečimo poleg transpiracije tudi evapotranspiracijo, se pravi posevek zagrdnemo s platnem in potem z mineralno zastirko, ki je avtohtonega izvora. S tem posegom, s to tehniko se izognemo izsuševanju tal in tako da rastline zelo dobro prenesejo te vročinske udare, ki so tudi pogojene sušami in z vetrom na Primorskem. Mislim, da je ta tehnika predvsem dobra zaradi tega, ker je potrebno minimalno zalivanje in prav tukaj lahko pripišemo to noto trajnosti. Tudi samo vzdrževanje, če primerjamo košnjo trate ali pa res teh skromnih rastlin, ki so odporne na klimatske pojave tukaj na Primorskem, je v bistvu ena generalna res pozno pozimi oziroma zgodaj spomladi in minimalna pletev, ker če je ta gredica peščena pravilno narejena, da ima vsaj 12, tudi 15 cm debeline plasti drobljenca, preprečimo klitju, plevelom oziroma nezaželenim rastlinskim vrstam. Peščena zastirka predstavlja nadomestilo za trato, ki jo je na Primorskem zelo težko vzdrževati v optimalnem stanju. Rastlinam, ki so prilagojene na toplejšo klimo, peščena podlaga daje dovolj prostora za razrast, hkrati pa poudarja njihovo obliko in barvitost. Kako so se lastniki tega vrta odzvali na oblikovalčev predlog, da na vrtu uporabijo peščeno zastirko? Tu je v bistvu domena na prvih sestankih s samim investitorjem, tako da tukaj se v bistvu dogovorimo, v kakšno obliko prostora gremo. V tem primeru so bili investitorji bolj pristaši tega, da vrt čim bolj diha in da je peska nekje 50%. Vidnega tudi po končni razrasti trajnic in grmovnic. Mogoče par besed o trajnicah, ki ste jih, pa tudi o ostalem, kar je tukaj. Vidim, so aromatične rastline, so rastline, ki prav zdaj zelo lepo cvetijo, a se da na en tak
način čez palec določiti, kakšne tipe rastlin ste uporabili? Predvsem je poskrbljeno, da je listopadnost, zimzelenost v razmerju nekje 70-30%, se pravi, zimzelenost je 70%, kot so rožmarin, lavanda, ustnatice, žajblji, tudi origano. Potem je treba predvsem tudi gledati na to, da so cvetoče rastline razporejene od meseca januarja do januarja. Tukaj na Primorskem si lahko privoščimo. Družina ustnatic nas rešuje od pomladi do jeseni in potem z astrami in z grenikom rešujemo tudi zimo. Tako da več sort grenika si poslužujemo tudi kot pokrovnico in kot cvetočo rastlino. Potem imamo tudi grmovnice, ki cvetijo po zimi, ko so jagodičnica ali pa lemprika. Drevesa smo šli popolnoma samoniklo, sorto črnika, Quercus ilex, zastiranje od tav do vrha, se pravi grmasta oblika drevesa. Mejica pa je sestavljena iz zelenike, se jo tudi premalo uporablja na Primorskem, samoniklica, lemprika, potem je portugalski lovorikoc, oljčnica, oljka, mandarinovec. Moj poudarek je na pestrosti, kajti s tem se zelo izognemo določenim boleznim oziroma tudi škodljivcem. Mogoče samo še to, koliko let ima ta vrt? Ta vrt je zdaj v drugem letu. In vendar ima toliko zanimivih prizorov. Ja, od tega vrta lahko pričakujemo čez 1 do 2 leti, da bo trajnice v polni razrasti, tako da bo peščenih površin v zasaditvenih conah v bistvu nevidna, fuga bo nevidna. Z drevesi in z mejico pa bomo ustvarili popolno zastiranje pred sosedi in mimoidočimi. Razkošno cvetenje, obilje barv in oblik rastlin že zdaj obljublja, da bodo prizori v prihodnosti jemali dih.